Kaj pomeni ruska invazija na Ukrajino za Evropo in evropsko gospodarstvo? Pozdravljeni v evropskih stoječih novicah. Svet je pred tednom dni pretresla novica o napadu Rusije na suvereno evropsko državo Ukrajino. Gre za zavrženo dejanje, za katerega ni dovolj le obsodba, temveč odločen odziv mednarodne skupnosti. Leto 2022 se bo zapisalo kot eno najbolj črnih in žalostnih let v moderni zgodovini. Dogodki v tem tednu so spremenili pogled Evropejcev na svet, saj je v očeh mnogih vojna veljala za nekaj zgodovinsko ali pa vsaj geografsko oddaljenega. Evropa je zdrsnila v konflikt, ki bo verjetno trajal, dokler bo Vladimir Putin na oblasti. Prečkal je več rdečih črt, za katere je le malo kdo v Rusiji ali v Ukrajini mislil, da jih bo. Zanj ni več poti nazaj, je v svojem odzivu zapisal Tomi Huhtanen, direktor Wilfred Martins Centra za evropske študije. Medtem, ko vojaki na ulicah Kijeva in drugih ukrajinskih mest branijo svojo državo, pa prve posledice vojne občutimo tudi Evropejci. Po blokadi dveh največjih ruskih bank, VTB in Sberbank, so se komitenti slednje lahko v sredo oddahnili, saj je kupila Nova Ljubljanska banka. To pa še zdaleč ni zadnja težava, s katero se bomo soočili. Rusija je bila do nedavnega peti največji poslovni partner Evropske unije. Trgovanje predstavlja 4,8% celotnega trgovanja. Evropska unija je na drugi strani njen največji poslovni partner in tudi največji vlagatelj na svetovni ravni. Iz Rusije uvozimo kar 26% nafte in 40% vsega zemeljskega plina, to pa je tudi najmočnejše protiorožje za evropske sankcije. Ukolikor Rusija ustavi dobavo plina, lahko Evropa kupuje precej dražji plin iz Amerike ali celo Afrike in arabskih držav. Ukrajina pa je na drugi strani svetovno pomembna pri oskrbi s kmetijskimi proizvodi in zaradi vojne bo njihova kmetijska dejavnost postavila na preizkušnjo evropsko samooskrbo, kar bo verjetno povzročilo višanje cen hrane. Napad Rusije na Ukrajino ne bo povzročil svetovne gospodarske krize. Bo pa spremenil delovanje svetovnega gospodarstva v prihodnjem desetletju. Izdatki za obrambo bodo postali ena od prioritet Evrope. Zadnjih 10 let smo o tem veliko govorili, naredili pa nismo kaj dosti, meni ekonomist Mojmir Mrak. Nemški kancler Olaf Scholz je predtem že napovedal, da bo Nemčija za vojaško opremo letos namenila 100 milijard evrov, kar je več kot 2% bruto domačega proizvoda. Pričakovati je, da bodo največjemu evropskemu gospodarstvu sledile tudi ostale evropske države. Rusija bo zahodne sankcije poskušala preživeti z močnejšim povezovanjem s Kitajsko in Afriko, kar pa bo, po navedbah The Economista, privedlo do poglobljene delitve sveta na dva bloka, vzhodnega in zahodnega. Vam je to kaj znano? V teh dneh se piše zgodovina. Žal ne takšna, kot smo si jo predstavljali še pred nekaj tedni. Odloča se, v kakšni Sloveniji, Evropi in v kakšnem svetu bomo živeli v prihodnje. Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je v sredo z veliko večino potrdila resolucijo o ruski agresiji nad Ukrajino. Za svobodno Evropo je tako najpomembneje, da še naprej govorimo z enotnim glasom in da smo pri tem odločni. Le to je namreč zagotovilo, da bomo ostali na pravi strani zgodovine.